Sistem bo skozi bolj začel pritiskati na nas, iz vseh strani. In to, kar je zdaj Alenka govorila o pinalni žlezi, dajte res, vzemite si, pač mi ženske si vzamemo čas, moški za vaše stvari, ženske za naše stvari, da zbiramo oblačila in ne vem, kako bomo pač vse skupaj. Dajte začeti raziskovati pinalno žlezo, zato ker to je dejansko vaš notranji Wi-Fi. Tako, ko imate vi doma televizijo priklopljeno, telefone, vse, hočemo imeti najboljše signale, dajmo mi zdaj čez poletje ta signal dejansko zverzirati do 100%, zaradi tega, ker bolj, ko bo sistem pritiskal v nas, bolj, ko bomo mi skonektani sami s sabo, bolj bomo mi usporedno šli svojo linijo v svojem toku za sebe, za svoje poslanstvo, za svojo naravo in za to, zaradi česar ste vi tukaj. Vse te stvari, kar počnejo zdaj z nami, da nam palčke pač butajo v nos, to je zaradi tega, da v bistvu s temi konicami in s temi etinolomi in vse to dobesedno uničujejo naše glavno stikalo z univerzumom. Vse naše čakre ne delujejo, če niso povezane s 13, ki je direktno povezano z pinalno žlezo in od tam mi dobivamo informacije, od tam se mi čistimo energetsko, telesno, duševno in umsko, ker mi smo eterično telo, mi nismo fizična oseba, pač smo na tak način vibriramo, da smo trdni, da se lahko dotaknemo in tako naprej, ampak vse je v movingu. In to, kar zdaj govorijo 3D sistem, 5D sistem, vsi sistemi, vse dimenzije so v nas samih. In ta pinalna žleza, ki je pač stacionirana v bistvu za to lobansko steno, v bistvu mi se ne povezujemo direktno, ampak dimenzije potujejo vodoravno. Tako da bolj, ko imate vi te zadeve pretočne, bolj vi tudi lahko napredujete v svojem življenju in ni tega boja. Jaz sem zadnjič govorila z nekim fantom, v bistvu zdravilcem iz Balija in mi je rekel, Tiva, 3D sistem je delovanje iz uma, 5D sistem je delovanje iz srca. In kaj zdaj v bistvu mi počnemo? Mi ne bomo šli na drug planet, ne bojo neki vesoljci prišli, nas bojo rešili vsega tega, v bistvu je na nas, kako mi delujemo, kakšna je naša odgovornost, kje je naša hvaležnost, kje smo mi kot človek tukaj ta trenutek. A se sploh vidimo, slišimo? Imamo občutek včasih, ko se pogovarjamo z nekom, da ga pač poslušamo, ampak ga ne slišimo. Kje pa je sploh naš zvok, naša duša in naša energija, ki je živa? In 3D, 5D je samo to, da mi začnemo iz sistema preko naše povezave vstopati v 5D sistem našega srca. Zakaj je danes toliko ljudi prišlo na dogodek Mateje Žlogar ali pa na katerikoli drugi dogodek, ki je uspešen izpeljan? Zato, ker srce to naredi. Ni potrebno nobenega oglaševanja, nobene stvari, ta energija pripelje. In to, kar se zdaj dogaja, tudi če ste ostali brez službe, brez stvari, dajte probati to vzeti kot darilo, začnite se nekako čutiti, napišite si, kaj si želite, kam si želite, zakaj si želite, kako si želite. Začnite spoznavati ljudi, danes vas je tukaj ogromno. Dajte se zmrežati, povejte, kaj delate, verjetno boste nova prijateljstva spoznali. Mateja nekako dejansko ustvarja novo, svobodno zemljo preko svobodnega človeka in to ste vi vsi, mi vsi. Tako da jaz bi zdaj samo nekaj rekla. Ne bom zdaj dolga, jaz bom to napisala in boste vsi dobili na mail, kaj je dobro za pinalno žlezo, hrana, gibanje, vse te stvari, zobna pasta štala, gensko spremenjena hrana štala, chemtraili, ki nas pač škropijo in tako naprej. Dajte poiskati medicinske gobe, visokofrekvenčna superživila, živa voda, pejte na izvire, hodite po zemlji bosi, da se namagnetite nazaj. Zemlja ima svojo frekvenco. Mi kot človek imamo svojo frekvenco in Zemlja je izredno nežna, ona tudi izredno deluje na naš magnetizem. Ko smo mi res v svoji energiji, frekvenci, mi njo podpremo, ne da jo dušimo. In to vse, kar se zdaj dogaja, je v bistvu na nek način smrt 3D človeka in rojstvo 5D duše eteričnega človeka, kar dejansko smo. Zdaj bi vas pa prosila, Kristina, če lahko ti igraš. Vzeli so nam dotikanje, 1,5 metra razdalje, zakaj? Zato, ker ima naše srce elektromagnetno polje 1,5 metra in ne želijo, da se mi povezujemo med sabo. Maska, govor je fizična oblika manifestacije. Izredno pomembno je, kako govorimo, kako povemo, ker to je fizična oblika našega življenja.
potem palčke, pinealna žleza, da nas diskonektajo od nas samih, da bomo vodljivi. Zdaj bi vas pa prosila, če lahko en drugega objamete, pa si res podate en lep objem, da se začutite. Evo nas. Ja, res. Gremo se zdaj tole. Moramo se objemati nazaj. Ja, res je, hvala. A ni fajn? Ja. Ok, zdaj bi vas pa prosila, če se nazaj usedemo, pa umirimo, zdaj bova pa midve naredila eno specialno zadevo iz najine njive. Ne? Čebele imajo izredno močno frekvenco v brnenju in zato jih tudi na nek način hočejo pač odstraniti, zato ker nam prinašajo preko svojih frekvenc in preko tega, kar počnejo, zlato v medu, tako da tudi med si čim večkrat prvošite matični mleček in tako naprej. Zdaj bova pa midve z Matejo naredila eno posebno zadevo. Zdaj boste zamižali in boste probali pozornost dati na tretje oko. In zraven bomo izvajali 1 minuto na glas. Želim, da tukaj začutite vibracijo. Po 1 minuti bo Mateja vas peljala, to bova zdaj čisto naredila spontano. Kaj bomo naredili zdaj? Zdaj se bomo v bistvu skonektali res s tem prostorom, da odpremo vir svetlobe in ta vir svetlobe bomo odpirali po večjih mestih v Sloveniji. Enkrat se bomo pa dobili, da ga bomo povezali, da bomo imeli čez zimo, ko je več teme, v narekovajih, mi svojo svetlobo, ki jo bomo mi zdaj tukaj začeli ustvarjati. Tako da prepustite se, Kristina bo igrala na element. Jaz imam tukaj še eno osebo, ki jo ne bom izpostavila, ki bo držala tudi prostor, tako da se ji iskreno zahvaljujem. Tako da zdaj pa začnemo. Dajte pozornost tukaj noter in vsi na glas izvajamo zvok M podaljšamo, da pride frekvenca. 1 minuto, ko boste začutili, prenehate in potem vas Mateja pelje naprej. Da naredimo vir svetlobe, ki je potreben za to, da gremo naprej. Ok? Kar pozornost damo na pinealno žlezo. Vdih, izdih 3-krat, sprostimo maternico, kreatorko našega življenja. Vdih, izdih. Poravnamo presredek in teme, da bo energija lažje stekla. Vdih, izdih. Položite roke na srce, desna roka gre na srce. In začnemo izvajati zvok Om. Oči
imejte zaprte. Sprostite se, začutite svoje srce, v njem svojo iskro, ki se je razplamtela. Ta ogenj, ki ga čutite v svojem srcu, gre po vsem vašem telesu, v vaše noge, v vaše roke in se čez temensko čakro poveže s stvarstvom in sprosti skozi noge v zemljo. Ta val svetlobe gre do vsakega izmed nas tukaj, po vsej vasi, čez celo Slovenijo, čez vso zemljo in čez vse vesolje. Začutimo to ljubezen iz našega srca do vseh izmed nas, ki smo danes zbrani tukaj, do vseh naših bližnjih, ne glede na to, a smo z njimi prijatelji ali imamo kakšen drugačen odnos. Vsak človek si zasluži ljubezen, ker mati narava je brezpogojna. In mi to ljubezen, to brezpogojno ljubezen dajemo iz svojega srca vsakemu izmed nas, Materi Zemlji, da ji pomagamo in v onostranstvo. Ta brezpogojna ljubezen zdravi vse rane, zdravi našo ranjeno bit, zdravi našo zemljo, našo kolektivno zavest in celotno stvarstvo. Odpustimo vsem, ki so nas na kakršenkoli način prizadeli, ali smo mi njih prizadeli nehote. Objemimo te ljudi in jim zaželimo samo najboljše. Objemimo našo zemljo z vso ljubeznijo in ji pomagajmo, da ozdravi sama sebe z našo brezpogojno ljubeznijo. Ozdravimo in objemimo našega otroka v sebi, ki je ranjen in potrebuje našo zaščito in ljubezen. Zdaj pa počasi se zavedajmo sebe
Sprostimo naše roke, sprostimo naše noge in počasi odprimo oči. In ta ljubezen, ki ste jo ta trenutek začutili do sebe, do svojih najbližjih in do vseh, do Matere Zemlje in do vsega stvarstva, ponesite po vseh deželah Slovenije in po celem svetu, kdor bo šel na pot. Tako, zdaj smo mi postale vsak unikatna čebelica za sebe, ustvarjamo svoj panj brez sistema. Edina stvar, ki smo jo dobili res čudovita, je naša domišljija. Kar je zamisljivo, je izvedljivo. Tako da, Mateja, hvala, ker ustvarjamo svoboden panj in lahko letimo in ustvarjamo, kreiramo predvsem za sebe in iz sebe za druge. Hvala.